Družinski zdravniki, prvič, kot smo videli, se je poraba protimikrobnih zdravil antibiotikov izven bolnišničnem okolju pomembno višja kot v bolnišničnem okolju in vloga družinskih zdravnikov v borbi proti pretiranemu, nepotrebnemu, napačnemu predpisovanju antibiotikov je ključna. Jaz se zavedam seveda, da je vloga na terenu čestokrat težka, vloga družinskega zdravnika težka pri odločitvi, ali bolnik potrebuje ali ne potrebuje antibiotik, ker nenazadnje v izvenbolnišničnem okolju ste zdravniki na nek način omejeni v sami diagnostiki, nimate dostopa do laboratorija in je seveda včasih v konkretnem primeru težko ne predpisati antibiotika bolniku z jasnimi znaki okužbe. Prosim, dr. Stepanovič, kako v vašem prostoru obvladujete ta problem odpornosti bakterij na antibiotike, kako na nek način obvladujete povečano, da ne rečem, pretirane porabe antibiotikov? Izvolite. Ja, se slišimo. Lep pozdrav, najprej sem Aleksandar Stepanovič, zaposlen kot zdravnik družinske medicine v zdravstvenem domu Škofja Loka in deloma tudi na katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Sem pa tudi predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu. Res je, na primarnem nivoju predpišemo največ antibiotikov, zato je ta racionalna poraba antibiotikov pri nas še posebej pomembna. Z veseljem in ponosom lahko povem to, kar je že pokazal profesor Rep, da smo na primarni ravni nekako med najuspešnejšimi evropskimi državami, kar se tiče predpisovanja antibiotikov in tudi rezistence antibiotikov proti bakterijskim okužbam. To je zagotovo plod dobrega dela in izobraževanja zdravnikov družinske medicine v preteklih letih ali celo desetletjih. Seveda pa so tudi pri nas še priložnosti za izboljšanje, to nas ne sme uspavati, predvsem morda v smislu predpisovanja manj širokospektralnih antibiotikov, bolj usmerjeno in pa krajši čas predpisovanja. Seveda, diagnostika na primarnem nivoju se nekako razlikuje od bolnišnic v tem, da dokaz povzročitelja, mikrobiološki dokaz, niti ni vedno potreben, niti ni praktičen. Recimo neka mlada bolnica z nezapletenim vnetjem mehurja se bo z ustrezno antibiotično terapijo pozdravila prej, preden bomo sploh dobili izvid urinokulture. So pa zato pomembne neke lokalne smernice za izkustveno zdravljenje in tukaj je zagotovo na sistematičnem nivoju potrebno spremljanje rezistenc oziroma odpornosti bakterij na antibiotike in potem glede na rezultate teh raziskav oziroma podatkov pač predpis ustreznega antibiotika. Torej, zelo zaskrbljujoče pa je, recimo, če na primarni ravni dobimo izvid antibiograma, na katerem vidimo, da je bakterija oziroma povzročitelj okužbe odporen na vse antibiotike, ki jih pravzaprav na primarni ali pa nenazadnje tudi na drugih ravneh lahko predpišemo. Imamo namreč ogromno populacijo bolnikov, ki so imunsko oslabljeni, bodisi zaradi bolezni same, bodisi zaradi zdravljenja, agresivnega zdravljenja drugih bolezni in ti bolniki so potem v primeru bakterijske okužbe seveda od antibiotikov življenjsko odvisni. To je še posebej pomembno v luči globalizacije potovanj, kot smo videli v številnih državah, drugje je teh okužb oziroma odpornih mikroorganizmov več, je pa to nekako dvosmerno, torej lahko zbolijo drugi državljani, ki so na obisku pri nas, ali pa naši državljani, ki potujejo, se potem okužijo v tujini in pridejo z odpornimi bakterijami oziroma z bakterijami, na katerih pri nas nismo vajeni, pa to niti ni potrebno na neko daljno eksotično deželo, recimo že v sosednji Italiji
je stanje bistveno slabše kot pri nas. Zaskrbljujoče je tudi to, da razvoj protimikrobnih zdravil, antibiotikov je v zadnjem času relativno upočasnjen. To verjetno kaže na to, da so tista enostavna prijemališča, na katera zdravila delujejo, izčrpana in je potrebno vložiti bistveno več časa in nenazadnje tudi denarja v razvoj novih zdravil. Vendar pa tudi to ni rešitev, torej če ne bomo antibiotikov predpisovali preudarno, racionalno, potem tudi nova zdravila kmalu ne bodo več delovala. Bakterije so na svetu že več milijonov let, prilagodile so se na marsikaj, so izredno odporne in antibiotik je za njih samo ena manjša škodljivost v njihovem razvoju, na katero se je potrebno prilagoditi in se dejansko tudi zelo uspešno in zelo hitro prilagajajo. Tako da, če nekako zaključim tole uvodno misel, antibiotiki so izjemno dragocena zdravila, tudi na primarnem nivoju se moramo zavedati, da se jih ne sme predpisovati po nepotrebnem, oziroma celo, tako bi rekel, kot so nas učili naši učitelji, antibiotike je potrebno predpisovati s tresočo roko. Zdaj recepte seveda tipkamo, ampak v prenesenem pomenu pa to še vedno velja. Hvala lepa, dr. Stepanovič. Zdravniki, ki zdravimo bolnike z okužbami, verjamem, da se zavedamo problema odpornosti bakterij na antibiotike, tudi problema, da nam že danes primanjkuje lahko učinkovitih antibiotikov, ne nazadnje v večji praksi, kot ste omenil, se ni občasno v bolnišnicah, morda pogosteje, pa še vedno relativno redko srečujemo z razmerami, ko imamo bolnika z okužbo povzročeno z bakterijo, ki je odporna praktično na vse antibiotike, ki jih imamo na razpolago. Imamo pač tudi določene možnosti kombinacije zdravil, vendar seveda izbira teh antibiotikov v takem primeru daleč od tega, da bi bila optimalna in tudi izhod tovrstnih okužb je žal pogosto slab. In tu sprašujem vas, kaj mislite, a mi kot družba lahko še kaj naredimo v tej smeri, oziroma kje so ta ključna prijemališča? A je širjenje znanja znotraj stroke to ključno, ali bi morda morali več delati na področju laične javnosti? Pravzaprav oboje znotraj stroke zagotovo slediti novim smernicam oziroma res antibiotike predpisovati preudarno, čim bolj usmerjeno in čim krajši čas. Za laično javnost pa tudi zavedati se moramo, da so antibiotiki zdravila, ki delujejo na bakterije, nikakor ne na virusne okužbe. To je pravzaprav stvar že osnovnošolske izobrazbe. In tukaj si res ne želimo več slišati stavka kot, ne vem, doktor, predpišite mi antibiotik, da bosta prehlad ali pa gripa hitreje minila. Tako da mislim, da smo v Sloveniji glede tega tudi kar dobri, čeprav po zadnjih podatkih Eurobarometra nekako ozaveščenost splošne javnosti o tem pada in se to znanje, splošno znanje o učinkovitosti antibiotikov nekoliko poslabšuje. Zavedati se moramo tudi, da seveda antibiotiki niso zdravila, ki bi sama po sebi delovala na vročino, torej niso antipiretiki, ne znižujejo vročine, tako kot recimo paracetamol, seveda znižajo vročino takrat, ko uspešno pozdravijo okužbo in zaradi tega vročina pade. Ne jemljamo jih pa samo zaradi povečane telesne temperature. Poleg tega izobraževanja pa tisto, kar ste pravzaprav že omenili, torej v času covida smo se naučili, da ostanemo doma, če smo bolni, prav je, da to upoštevamo tudi v prihodnje. Zaradi drugih okužb, če nas pa, ne vem, vseeno napade kašelj nekje na javnem mestu, potem je pomembna higiena kašlja, ne kašljamo vse povsod. Pomembno je razkuževanje rok, delovnih površin, ne nazadnje mobilnih telefonov, ki so eden od velikih rezervoarjev bakterij.
In pa cepljenje, torej cepljenje tudi proti drugim okužbam, ne samo proti covidu, proti gripi, proti streptokoku pneumonije, torej najpogostejšemu povzročitelju pljučnic, ki se ga lahko zdravi z antibiotikom, vendar pa se tudi tukaj pojavlja odpornost in bolje je to preprečiti kot zdraviti. Hvala lepa. Omenili ste, da se antibiotik se ne sme predpisovati in se ne predpisuje za zniževanje telesne temperature. Tu bi morda vseeno še na nekaj opozoril. Tudi ko mi predpišemo antibiotik bolniku z bakterijsko okužbo, ni pričakovati učinka znotraj 24 ur. Do učinka pride običajno po 2 dneh, lahko tam po 3. dnevu. Skratka, tu je pomembno, da je tudi bolnik nekje s tem seznanjen in da ne pričakuje takošnjega izboljšanja in da na nek način verjame strokovni odločitvi in morda že po 1 dnevu ne želi zahteva takojšnje menjave antibiotikov. V populaciji pogosto slišimo, da se bomo ob črnem scenariju rastoče odpornosti na antibiotike, rastoče odpornosti bakterij na antibiotike, pomanjkanju novih zdravil, lahko znašli v situaciji, v kateri smo bili recimo koncem 19. začetku 20. stoletja, ko še nismo imeli učinkovitih antibiotikov. Moje mnenje ni čisto tako, jaz sem realist, nekako verjamem, da bomo seveda z akcijami, z ukrepi, z strokovno temeljenimi pristopi vseeno nekako uspeli obvladovati tovrstne težave. Kakšno je pa vaše stališče, dr. Stepanovič? Kje ste? Pesimist, optimist, realist? Zmeren. Jaz sem ponavadi zmeren pesimist. Ampak se strinjam tukaj z vami, najbrž tako hudo vendarle ne bo. Je pa zagotovo z antibiotiki potrebno ravnati izjemno previdno in imeti vsaj nekatere na rezervi za tiste najhujše okužbe za bolnike, ki so imunsko oslabljeni in dejansko življenjsko odvisni od antibiotikov, če pride do bakterijske okužbe. Razvijajo se tudi nova zdravila, vendar, kot rečeno, prilagajajo se tudi bakterije in ta tekma gre potem naprej, zgodba se nadaljuje z enim pametnim, racionalnim pristopom, pa vendarle mislim, da se ne bomo znašli v obdobju kot takrat, ko antibiotikov ni bilo. Za konec še eno zadnje vprašanje. Verjetno vi pogosteje, kot mi zdravniki iz bolnišničnega okolja, se srečujete z bolniki ali njihovimi svojci, recimo starši otrok, ki nekako ne verjamejo vašim strokovnim argumentom in vztrajajo, da predpišete antibiotik, kljub temu, da ste vi drugačnega mnenja. Kako ravnate v takih primerih? Greste v konflikt? Popustite? Ja. Pravzaprav se ne spomnim čisto dobro, kdaj bi recimo pacient nazadnje zahteval antibiotik, da bi morali zaradi tega iti v nek hud konflikt. Mogoče na začetku kariere je bilo tega več, ko sem prevzel ambulanto od zdravnika, kjer je bilo predpisovanje antibiotikov res veliko in so bili ljudje nekako navajeni, da v vsaki okužbi dobijo antibiotik. No, ena od lepih stvari družinske medicine je tudi ta, da bolnika sledimo skozi daljše obdobje, ga nenazadnje pri tem tudi izobrazimo. Bolniki vidijo, da se okužbe, virusne okužbe prehladi enako dobro in enako hitro pozdravijo tudi brez antibiotikov. Potem nekako zaupajo zdravniku in njegovim odločitvam, kar je pravzaprav ključno pri terapevtskem uspehu. Morda je še največ tega, da jemljajo neke antibiotike, do katerih so tako ali drugače prišli na lastno pest, ali so jih posodili prijatelji, sosedje, znanci, tega seveda ne delamo, ali pa so jim morda ostali zaradi prevelikega pakiranja od prejšnje terapije
in so jih potem pričeli jemati brez posveta z zdravnikom, pa in potem poidejo in pridejo željo po predpisu nadaljevalne terapije. V tem primeru je seveda potreben pogovor, razlaga, zakaj to ni v redu in kako ne ravnajo v prihodnje. Hvala lepa. Me na nek način veseli, da je teh neprijetnih situacij malo in da na nek način raste zaupanje v zdravstvo, če lahko temu rečem. Upam, da je res temu tako. Zanesljivo pa glede na medije, ki jih imamo, sem prepričan, da raste v družbi tudi znanje o boleznih, nenazadnje tudi o okužbah in o antibiotikih. Hvala lepa. Hvala lepa vam, spoštovani novinarji, spoštovane novinarke. Upam, da smo z današnjo tiskovno konferenco vseeno nekako dodatno osvetlili problem odpornosti bakterij na antibiotike. Po mojem trdnem prepričanju razmere niso katastrofalne, niso pa seveda odlične, imamo kar nekaj prostora, da razmere izboljšamo. Predvsem na strani stroke je, da sledimo pojavnost odpornih mikroorganizmov, da skrbimo za ustrezno, pravilno rabo antibiotikov. Na strani laične javnosti pa je, da ob tem, da so seznanjeni z samim problemom, da enako tudi oni sledijo stroki, da sledijo navodilom in samo skupaj sem prepričan, da nam bo uspelo vzdrževati ravnovesje in ohraniti učinkovita zdravila tudi v bodoče. Vabim tudi vas, dr. Stepanovič, za zaključne besede. Ja, želim si, da bi ohranili to relativno dobro stanje v smislu predpisovanja antibiotikov in odpornosti bakterij, ki ga v Sloveniji imamo, oziroma da bi ga še izboljšali. Želimo si, da bi nam bolniki pri tem pomagali, da bi skrbeli za svoje zdravje in se ustrezno izobrazili in da skupaj kot družba pristopimo k temu izzivu, da bomo na koncu vsi zadovoljni.